Dober dan, spoštovani gledalci in gledalke, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona. Lepo pozdravljeni, gospod Rojko. Dober dan. Pa bi vas kar vprašala, kakšna je vaša ocena povezave med vašimi krajevnimi sveti v minulih 4 letih, kako bi povezavo izboljšali? Se pravi, če se pogovarjamo o tem, kako izboljšati, moraš najprej seveda ugotoviti, da nikoli ni tako, vse obe strani to velja, tako dobro, da ne bi moglo biti bolje in nikoli ni tako, da tudi na slabše ne bi moglo iti. Torej, mi smo nekje, po moji oceni, kar se tiče povezave z najnižjim nivojem lokalne samouprave na dokaj zavidljivem nivoju. Imamo čisto redno delujoče svete KS-ov, ki so vsi popolni sestavi, od njih dobivamo tiste mnenje, pobude in predloge, ki jih tudi od njih pričakujemo, pomagajo nam pri sestavljanju načrta razvojnih programov. Ključno, kar pa je, seveda tam se ponavadi najbolj udarimo, torej pri investicijskem vzdrževanju v posameznih krajevnih skupnostih, naj si bo to kanalizacijskega sistema, zlasti pa cestnega sistema, so temeljne prioritete svetov KS. Te se sicer takrat, ko nastopi nov mandat, tudi nov svet malce spremenijo, ampak kje bi lahko izboljšali to komunikacijo oziroma ta način delovanja svetov KS, jaz menim osebno sicer. To je res moje osebno mnenje, da bi morali sveti KS spet dobiti nekaj več avtonomije pri odločanju o porabi denarja, torej mora biti celo nekoliko poenostavljen zakon o javnem naročanju za ta naročila male vrednosti, ki bi jih izpeljali preko svetov KS, s tem bi bila omogočena nekoliko večja inovativnost samih svetov KS in pa tudi občutek bi imeli potem domačini, domačinke, torej prebivalci posamezne, pri nas krajevne skupnosti, v mestih četrtnih skupnosti, da so bliže nivojem odločanja. Tega ta trenutek nimajo, to je mora biti tisto, kar bi jaz, če bi imel možnost, tudi spremenil. Torej, prav je, da so najnižji dovolj lokalne samouprave sestavni del občine, torej, da so nekako v statutu zapisani kot osnovni organi, ampak da bi vendarle nekoliko več avtonomije lahko imeli. Zdaj, seveda trčimo ob problem, da je vrhovni odločevalec v občini občinski svet. To je tisti drug problem. Torej, moral bi biti avtomatizem v vprašanju članstva v svetu občine, torej v občinskem svetu, govorim seveda o predsednikih svetov KS. Mi imamo to srečo, da jih je večina, tudi v občinskem svetu niso pa vsi. Tam imamo eno težavo. Torej, tudi politični sistem, način odločanja na najnižjem nivoju bi moral nekoliko bolj biti oddaljen od političnih strank in od njihovega načina kadrovanja v občinski svet. To je seveda velik problem, bolj za državo kot za nas, ampak jaz ga vidim kot nekaj, kar bi lahko prispevalo k boljšem sodelovanju. Jaz se z vami totalno strinjam in zdaj ste šel že v drugo vprašanje, ko sprašujem, kaj menite o ideji, da bi bili predstavniki lokalnih skupnosti v občinskem svetu. Torej, so šla v tisti smeri, brez da bi v bistvu me je potegnilo, že tema gre v tej smeri naprej. Ja, res je, se sem že v bistvu podal odgovor. Menim, da bi bilo to dobro, da bi komunikacija tekla bistveno bolj enostavno. Mi zdaj v izogib, torej, tej živi komunikacije, ki sicer pisno poteka, mi imamo gradiva, imamo spletno stran občine, vsi predsedniki svetov KS dobivajo tudi vsa gradiva za občinski svet in za odbore. Ampak vendarle moramo pred vsako, ne moramo, moja želja je bila taka, predsedniki KS-ov se pa z veseljem udeležijo sestanka na mojo povabilo, torej vsakokratna seja občinskega sveta je tudi s sestankom predsednikov svetov KS obdelano v moji pisarni oziroma v pisarni župana, kjer gremo skozi gradivo in se pomenimo o tem, da torej tudi v živi besedi dobijo informacije, kaj smo v bistvu s tem materialom, ki ga imamo na mizi in odločamo v občinskem svetu, mislili in kje se to nanaša na samo delovanje svetov KS. Potem mora biti tudi sam dobim tisti živ odziv predsednikov svetov KS, tudi če je le mogoče grem na kakega od svetov KS, da tam to tudi v živo predebatiramo člani svetov KS in to je ta komunikacija, ki steče bistveno drugače, če so predsedniki tudi člani občinskega sveta, pa niso vsi, žal.
Ali na vaši občini zbirate pobude državljanov? Vse vem, da jih zbirate, ampak kako to poteka v praksi? No? Na več načinov. Eno je, torej, čist preprosto ob sredah ima župan odprta vrata. Vsako sredo lahko vsak občan pride brez najave in pove svoj problem, ki ga ima, se živo pogovori z županom, dobi tudi morebiti že takoj odgovor, ker po potrebi pokličemo potem tudi strokovnega sodelavca za področje, ki ga občan sprašuje, torej kaj ga zanima, kje. Tu velikokrat kar takoj damo odgovor, sicer na tako pobudo potem dobi, oziroma na to vprašanje, ki ga postavi občan ali karkoli pač že prinese v pisarno župana, dobi tudi pisni odgovor. Druga taka pot je spletna stran občine, kjer lahko vsak občan piše županu. Tretja je pa tista tudi že kar stara, to je nekaj, kar je ustaljena praksa že dolga leta v naši občini, to so pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta, do katerih pa občani kar pogosto pristopajo in na vsaki seji občinskega sveta imamo nekaj 10 takih pobud, predlogov, vprašanj, tudi pohval. To je torej ta komunikacija, ki neposredno lahko steče na tak način. Kaj več, moram priznati, da je še mogoče, torej tudi urnik župana je tak, da lahko občan z najavo, torej to je pa še najavljena pot, pride do župana in spet na isti način kot ob sredah, ko lahko pride tudi na najavljen, obdelamo nek problem, se o njem pogovorimo in potem tudi tako ali drugače odgovorimo in skušamo rešiti težavo, ki jo občan ima. Lahko bi nadaljevala zdaj še z vprašanjem, ki ga do zdaj sploh še nisem vključevala, ampak ga bom zdaj vseeno. A kateri od občanov, ki odda pobudo, potem sledi, kaj se dogaja z njegovo pobudo, ali pa a vi kdaj obveščate, kaj se dogaja z določeno pobudo, razen če ni tako javna, da je itak že povsod se piše o tem. Ja, absolutno. Torej, če je to pobuda, ki je bila podana na občinskem svetu, je naslednji seji občinskega sveta sestavni del gradiva. Je objavljena na spletni strani občine, torej to so javne pobude in predlogi. Če je pobuda podana na obisku v naši hiši, pa dobi občan domov pisni odgovor v nekem razumnem roku. Zgodi se tam poprečju vsaka tretja pobuda, se potem obisk ponovi, ker občan ni zadovoljen, mora biti s tistim, zlasti takrat, ko rečemo, da bo potrebno počakati še kak čas, torej takrat, ko občan sprašuje, kdaj bo dobil cesto ali zakaj na razpisu ni dobil stanovanje in takih stvari je kar nekaj. Takrat seveda čez kak čas ponovimo tak sestanek, obnovimo vprašanje in morebiti občan zastavi vprašanje na novo in spet se zgodba ponovi, ampak takih ponavljanj imamo načeloma malo, sicer pa občani, moram priznati, redno spremljajo, vsaj tak je moj občutek, to, kar sprašujejo in na kak način. Ja, nisem povedal še ena taka zanimiva možnost, ki se jo občani poslužujejo, te je sicer manj, ampak naš lokalni radio Murski Val ima oddajo Trn petke. Tam se pogosto najdejo tudi taka vprašanja, ki so odstrta javno, tam tudi naša lokalna skupnost še nikoli se ni zgodilo, da ne bi odgovori in vem, da take pobude prvič sliši veliko ljudi in drugič ponovadi so, če so le postavljene na razumen način, tudi zelo hitro rešene. Super, me veseli. Zdaj vas pa povprašala še po dobrih praksah sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v vaši občini. Ja, zdaj v okviru občine, kaj se meni zdi kot dobra praksa medsebojnega sodelovanja, v bistvu to, da skušam doseči, mi imamo kar v strukturi občine precej javnih zavodov. Naj si bo to šola, in to imamo 2 osnovni šoli, potem imamo vrtec, imamo Zavod za kulturo, promocijo in turizem, imamo podjetniško razvojno agencijo in komunalo. Torej, ni nam uspelo še v celoti, ampak vsaj moja želja je, da bi, ne glede na to, kdo ima kje službo, naj si bo to v šoli, naj bo to v komunali, naj bo to v sami občinski hiši, naj bo to v podjetniški agenciji, ki je v 100% lasti občine ali v Zavodu za kulturo,
ki skrbi za poleg kulture še za promocijo in turizem, da bi imeli vsi zaposleni občutek, da smo vsi eno. Torej, da smo nek tim, ki ustvarja življenje te lokalne skupnosti za koga, za občane in občanke. Jaz mislim, da mi je v veliki meri z ekipo okrog mene to že uspelo, v celoti še ne, moram priznati, da najbolj težavna je ta pot pri naši komunali. Ta je v 100% lasti občine, skoraj da 100% tudi proračunsko naravnana in to je tisto, kar želimo spremeniti. In tam moram priznati, da če se pogovarja v dobri praksi, se mora biti povedal tudi že kanček tistega, s čemer nisem zadovoljen. Sicer pa ja, dobra praksa, torej v sami lokalni skupnosti vsi smo torej nekako v službi, torej servis občanom in občankam. To je naša osnovna naloga in če zmoremo biti tim, je to tisto, kar se mi zdi, da je krona vsega tega delovanja v lokalni samoupravi. Hvala. V redu. Ima vaša občina predstavnika v parlamentu? Nima. Aha, okej. Nima, žal ne. Žal se naši glasovi vedno tako močno razpršijo. Se pravi, že sestava občinskega sveta nakazuje na to. Mi imamo v občinskem svetu 9 političnih skupin, torej 21 članov je, pa je 9 političnih skupin, to pomeni, da sta povprečju malce čez 2 člana v svetniški skupini, kar pomeni, da so ljudje po svoji politični opredelitvi zelo razpršeni in se to tudi odrazi pri državnozborskih volitvah. Zato že dolga leta, mislim, da je bil Anton Kampuš, prejšnji župan, zadnji poslanec v državnem zboru pri nas, sicer pa mislim, da skoraj da ne pomnim, da bi imeli iz lokalne samouprave, mislim, da nismo imeli nikoli predstavnikov v državnem zboru in meni se zdi to slabo. Tudi meni. Ja. Tudi meni. Zato sprašujem. Ja. Nažalost imamo zelo nizek odziv občin, ampak sem vesela tistih odzivov, ki so, ki vendarle dajo eno sliko. Pa mogoče se bo v prihodnosti še kakšna več odločila za sodelovanje. Ja, še zadnje vprašanje, kaj želite sporočiti gledalcem? Wow, dobro vprašanje. Veliko želim sporočiti gledalcem. Bom povedal tisto, kar se meni zdi pri vsem tem ključno. Naj bo to lokalna skupnost, naj bo to država, naj bo to vojska, policija, kdorkoli že, država smo mi. Mi smo tisti, ki jo gradimo in kakva je bistvo po naši meri. In če se skrijemo v kot, če ropotamo samo ob šanku ali ob kavi, če ne zmoremo pristopiti tja, ker se odloča, če ne zmoremo oddati svojega glasu, torej če ne zmoremo oddati svojega mnenja, potem tudi nimamo pravice kritizirati tistih, pravice pod narekovaji seveda, tistih, ki odločajo. Potem smo pač to možnost prepustili drugim. To je torej tisto temeljno, da vendarle imamo stališče in da ga tudi na ustrezen način oddamo takrat, ko je čas za to, je nekaj, kar po moji oceni v naši državi, tudi v lokalni skupnosti premalo počnemo. Takrat, ko pa imamo idejo, če govorim zdaj prebivalcem svoje občine, pa vsem prebivalcem, ki imajo svoje lokalne skupnosti in imajo občutek, da so jim blizu, naj pristopijo, naj povedo, naj ne govorijo tega samo v nekem zaprtem krogu ljudi. Pogosto, ali pa da drugače povem, stari rek pravi več glav, več ve. Če jaz dobim veliko informacij, dobim veliko idej, potem se iz tega lahko izlušči obilo dobrega. Če pa sem sam in če je tim okoli mene ožji, je malce težje. Torej, slogi je moč, kjer je volja, je pot. Tisti, ki imate znanje, ideje, voljo, ne stojite ob strani. Bravo, to je pa res dobro sporočilo. Hvala vam, spoštovani župan, gospod Stanislav Rojko, in hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.